Lepo pozdravljeni, gospa županja. Kako se počutite zdaj, ko ste končno na svojem mestu? Lep pozdrav tudi vam. Moram vam povedati, da se počutim izjemno počaščeno in pričakovanih. Z delom začnete takoj. Kaj vse vas čaka v tem 9-dnevnem mandatu? Oblast je slast, je pa tudi velika odgovornost. Kot fašenk veste, da že 23 let postavlja fašenkovo oblast na občini v Brežicah. Gospoda župana Ivana Molana pa menjamo že 17-tič. Postala sem županja 25.000 sokrajanom. Smo velika občina z 268 kvadratnih kilometrov površine, 109 naselj, ki so povezane v 20 krajevnih skupnosti. Imamo pa tudi kar 67 kilometrov državne meje, delami pa sigurno ne usfalilo. In katere bodo vaše prioritetne naloge? Kot temeljito načelo trajnostnega prostorskega razvoja bom v mojem obdobju obiskala vse krajevne skupnosti in prisluhnila njihovim potrebam in željam. Večje naloge, za katere se bom pa zavzemala, pa so začetek gradnje hidroelektrarne v Mokricah, simbol Brežic, kot že veste, vodovodni stolp, ki ga bomo dokončali pred predvidenim rokom. Zraven pa bomo prestavili moderen paviljon. Kolesarska steza iz Brežic do Dobove ter razsvetljava. Kolesarsko stezo proti Cerkljam bomo zgradili vse do Karinovega grma. V center Dobove bomo prestavili nevidno lokomotivo na vidno mesto. Ta teden bomo imeli otvoritev novih vrtcev v Dubovi pa Vrtičah. Bistvo je, da bo drugi blok jedrske elektrarne na našem terenu. Čaka nas veliko dela za postopek umestitve mestne občine v Brežicah. Na Črnelčevi bomo zgradili nov rondo. Začela bom pa tudi s pripravami na volitve, kjer bom večkrat kandidirala, upam, da uspešno. Rada bi pa pripravila tudi poletni karneval in piknik vseh zaposlenih v občinski upravi. No, kot smo videli, ste dobili ključe občine, občinske stavbe in tudi ključe do polne blagajne. Ali bo dovolj denarja za izpolnitev vseh teh vaših obljub? Kar se tiče blagajne, je pa tle večji problem. V blagajni vedno primanjkuje denarja za uresničitev vseh želj, ker jih imamo. Predvideni dohodki letos so 38,6 milijona, odhodki pa 43,7 milijona. Za zagotovitev vseh teh želja si mogla pa denar od nekje sposoditi. Kaj pa lahko pričakujejo zaposleni v občinski upravi? Boste stroga šefinja? Naj vam povem, da se občinska uprava nima nič za bati. Borila se bom za enakopravnost med spoloma, odpuščanja pa ne bo. Bom pa poskrbela, da bo tudi delovno okolje v občini lepše, saj so s tem tudi zaposleni bolj zadovoljni in produktivni. Ker smo Brežice predvsem turistično, kulturno in tudi športno mesto, bomo uvedli več športnih aktivnosti pred, med in po službi. Prvič ste v tej vlogi, kako si boste razdelili naloge? Naj vas to ne skrbi, saj vsak ve, kar mora delati. Moja dolžnost pa je le, da nadzorujem. Letos bom prvič županja in se bom dobro odrezala in upam, da bom kar ostala. Kot županja rabim zveste, pridne in predane sodelavce. Kaj še pričakujete od te funkcije? Zelo me veseli tako delo, še posebej pri promociji in kot prva dama občine. Vesela sem tudi, da so me izbrali za tako pomembno funkcijo. Obljubim, javno povem, da bom delo jemala resno, temeljito in se držala fašenkovih navodil in skušala zagotoviti vse njihove potrebe. V tem obdobju veljajo zelo strogi pustni zakoni. Kakšno obdobje nas čaka oziroma čaka vaše občane občine Brežice pod vašo oblastjo? Moja uradna pustna oblast traja res le 9 dni, ampak aktivna sem skozi vse leto. Poznana sem pa tudi po tem, da delam v županovi gostilni kot natakarca. Tam pa rada sprejemam dobre, iskrene ljudi. Želje, ideje in pobude z veseljem posredujem občinski upravi, kjer se vedno najde posluh za ureditev le-teh. No, ključe boste vrnili čez 9 dni. Kaj bi želeli do takrat občanom še sporočiti? Želim vam sporočiti, da se čim bolj zabavajte, imejte radi,
pa ne samo zdaj, ampak tudi skozi vso leto. To je pa to, kar imam za povedati. No, županja Vesna, hvala za tale prijeten pogovor. Hvala tudi vam.